Lepo pozdravljeni vsi. Danes jaz sem sledil temu, kaj smo do tega trenutka slišali, in tudi jaz sem bil zelo navdušen, kaj vse dogaja že. Tudi moj kolega Mitja je povedal, tako kot sem slišal zdaj že skoraj tradicionalno na vašem dogodku, pomen umetne inteligence v okviru vseživljenjskega učenja. Tako da jaz se zahvaljujem za povabilo. Sigurno je Mitja verjetno tudi tisti, ki bi znal veliko bolj predstaviti nekaj, kar je Slovenija uspela postaviti na noge, sicer na mednarodno pobudo in pomočjo, ampak nekaj, kar do zdaj na svetu v bistvu še ni bilo. In to je ustanovitev prvega mednarodnega raziskovalnega centra na področju umetne inteligence pod okriljem UNESCO. Jaz sam, Gašper, sem generalni sekretar Slovenske komisije za UNESCO, vidite odzadaj tudi na sliki. Tako da sam nisem zaposlen na tem centru, sem pa tesno povezan z delovanjem centra in predvsem v bistvu ustanavljanjem centra, kar se je zgodilo šele pred kratkim. Tako da center je nov. Jaz bom poskusil zdaj dati na ekran mogoče sam enih par sličic. Jaz bom malo krajši kot moji predhodniki, ker bom letel na eno, jaz upam, da se vidi, na eno konferenco, ki jo organizira UNESCO Institut za v bistvu digitalizacijo, ki ima sedež svoj v Rusiji, v Moskvi. In oni tudi tradicionalno v bistvu organizirajo vsakoletno konferenco na področju vpliva digitalizacije in s tem tudi seveda umetne inteligence na razvoj družbe, na razvoj deležnikov in ustanov in vlad in tako naprej. In tudi tam bom imel priliko in dobro priložnost predstaviti delovanje tega centra. Čisto na kratko zgodovina. Jaz sem vam rekel pravkar, da center je ustanovljen uradno z 2. oktobrom leta 2020. Vse skupaj je posledica v bistvu uspešnega in zelo aktivnega udejstvovanja in sodelovanja Slovenije na področju v bistvu prosto dostopnih izobraževalnih virov, kar je sigurno zelo pomembni faktor in kar je Mitja že tudi obrazložil v svoji predstavitvi na področju učenja, izobraževanja in jasno tudi vseživljenjskega izobraževanja. Slovenija je 4 leta nazaj gostila svetovni kongres o teh prosto dostopnih izobraževalnih virih, velik uspeh, in takrat so prišli kolegi iz UNESCO, iz sedeža UNESCO, v bistvu do naših sodelavcev, do Mitje in do ostalih sodelavcev na Inštitutu Jožef Štefan in so vprašali, kako pa v Sloveniji kaj kaže z razvojem umetne inteligence. Znali so predstaviti to večdesetletno tradicijo v bistvu z izkušnjami in z raziskavami na tem področju, na področju razvoja umetne inteligence, se pravi že od 70 let, in to so prepoznali pri UNESCO, da je to, kako bi rekel, na svetovnem nivoju, kako bi rekel, zelo reprezentativno, in so vprašali, če ne bi bili pripravljeni pri nas ustanoviti en takšen center, raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO. In so prišli kolegi do nas, do mene, in smo prepričali v bistvu tudi vlado. Ni bilo težko prepričevati, zaradi tega, ker interes je bil in podpora je bila vsestranska, tudi že v prejšnjih vladah, in smo UNESCO predlagali ustanovitev takega centra. Vse skupaj tudi seveda po postopkih traja, vloga oziroma predlog, potem mora iti to skozi odločevalne organe UNESCO. Na koncu je konec leta 2019 na generalni konferenci UNESCO so podprle čisto vse države članice UNESCO, 193 držav na tem svetu, ne samo brez zadržkov, ampak z veliko podporo, tako da smo dobili veliko pozitivnih besed. In potem je še enkrat trajalo malo, da je vlada ratificirala potrebni sporazum z UNESCO, ratificiran je bil šele poleti, konec poletja lanskega leta, zaradi tega je uradna ustanovitev tega centra bila šele oktobra
lanskega leta. Zakaj Slovenija? Jaz sem rekel že, mislim, tradicije in zgodovina raziskav in ukvarjanje z umetno inteligenco segajo v začetek 70. let. Tu vidimo, da je že na Inštitutu Jožef Štefan takrat začel delovati laboratorij za umetno inteligenco. Prav tako na fakulteti za elektrotehniko pa druge fakultete. Tule piše, ne znam točnega števila potrditi, to bojo drugi boljš vedeli, koliko raziskovalcev včasih slišimo, da jih je 2000 ali pa še več v Sloveniji, ki se ukvarjajo ali pa so aktivno delujoči na tem področju. V glavnem, per capita smo definitivno v nekem vrhu in zdaj vam povem, kaj ta center v bistvu je. Gre za mednarodni center, globalni center, se pravi seže ne samo čez meje Slovenije, ampak tudi čez vse ostale meje in bo ali pa deluje že globalno. Se pravi, to je treba tu izpostaviti, da ne gre za v bistvu slovensko ustanovo, kljub temu, da zdaj trenutno center gosti na Inštitutu Jožef Štefan, ampak namen centra bo v bistvu zagotavljanje nekega prostora in okolja, ki lahko ne samo raziskavam, raziskovalcem nudi ta prostor, ali pa tehnologijam, ali pa kaj takega, ampak gre predvsem za iskanje rešitev na področju umetne inteligence v okviru predvsem ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj. In tu je center že pred uradno ustanovitvijo v bistvu začel delovati, je zbral skupaj lepo število ekspertov in deležnikov iz celega sveta, ne samo iz Slovenije seveda, in se sigurno že na 3-4 različnih vsebinskih področjih aktivno in deluje. To je od umetna inteligenca in njen pomen na področju zdravja, ali pa na področju izobraževanja, ali pa na področju ekonomije. Tako da vse poskušamo, ali pa oziroma bo poskušal ta center v bistvu dati v okvir in v prid doseganja ciljev trajnostnega razvoja. To je namen. Jaz vam bom dal zdaj, potem, ko bom jaz zaključil, vam bom dal link na spletno stran centra. Mi ga kličemo IRCAI po angleškem nazivu, se pravi International Research Center for AI, ali pa on AI. In to vam bom dal, lahko pogledate, zato ko mi smo, na primer, doživeli ogromen odziv iz celega sveta, ko se IRCAI v bistvu, malo smo čakali zaradi tega, da smo videli, če se bo zdravstvena situacija kaj spremenila, ampak smo, ali pa IRCAI je izvedel svoj v bistvu ustanovitveni dogodek virtualno. To je bilo konec marca, malo smo imeli upanje takrat, da bi se vsaj hibridno zgodil, ker je bilo napovedano tudi, da bi obiskala Slovenijo generalna direktorica UNESCO, ampak to se zaradi epidemije žal ni še uresničilo. Imamo upanje, da bomo to lahko ponovili v bližnji prihodnosti, ampak online, tako vidimo danes, če vidim, da jih je v bistvu 100 ali pa skoraj 100 udeležencev današnje vaše konference, je IRCAI uspelo v bistvu privabiti več kot 1000 udeležencev na tistem dogodku iz celega sveta. Imeli smo podporo, kljub temu, da ne fizično, ampak generalne direktorice UNESCO, visokega predstavnika Evropske komisije, tudi strani vlade, 2 ministrov, ki sta sodelovala, ampak bolj pomembno je, da je ta otvoritveni dogodek v bistvu dal tem deležnikom, ki jih zanima sodelovanje s centrom, v bistvu že prvo sliko, kakšne možnosti v bistvu že obstajajo za sodelovanje. In tu je bil potem, ne samo, da lahko rečemo, da jih je bilo 1000 na tem otvoritvenem dogodku, ampak prijeli smo iz 60 držav
prav konkretna imena, ki jih zdaj imenujemo v bistvu kontaktne točke iz posameznih držav. Ponavadi so to eksperti iz kakih raziskovalnih ustanov, univerz ali pa tudi iz ministrstev in vlad. Tako da to v bistvu je dober kazatelj za v bistvu, kako bi rekel, zagon centra. Malo smo še dolžni enih par domačih nalog izvesti, da bo operativnost centra zagotovljena popolna, in sicer se bomo mogli držati malo mednarodnih zavez, ki smo jih s tem sprejeli, in sicer bomo ustanovili neko vodno ali pa vodilno ustanovo, se pravi nek vodilni odbor, ki bo vključeval tudi mednarodne predstavnike, ampak to lahko rečem, da se bo zgodilo sigurno, da nam ne bo težko privabiti pač ustrezne predstavnike. IRCA že tesno in aktivno sodeluje seveda z UNESCO, ker je UNESCO center, z OECD-jem, z Svetovno zdravstveno organizacijo, z globalnim partnerstvom za umetno inteligenco, z Evropsko komisijo, s odborom za umetno inteligenco Sveta Evrope, z univerzami svetovno priznanimi, z afriškim kontinentom je tu na primer center že zelo dobro sodeloval pri na primer ustanovitvi posameznih start-upov in tako naprej. Tako da to sodelovanje je že vzpostavljeno, bo se samo še razvilo. Na koncu bi sam povedal, jaz vam bom dal, kot rečeno, link v chat, si lahko sami malo še pogledate, upam, da z interesom pogledate, kaj ta center dela. Mislim, da bomo v bližnji prihodnosti, tako smo tudi dogovorjeni z ministrstvom, da bomo sigurno v bližnji prihodnosti, zdaj ne vem, če bo to v času predsedovanja EU, ampak mogoče potem izvedli tudi kak slovenski posvet, ki smo ga sicer leta 2019 že imeli, ampak na katerega bodo vabljeni v bistvu deležniki z vseh različnih področji slovenske družbe, tako da boste zagotovo tudi prek Andragoškega centra ali pa prek Zvonke ustrezno obveščeni, ko bo to se zgodilo. Želim povedati, da so tudi sodelavci centra že tudi kakšne prepoznavne aktivnosti izvajali ali pa jih izvajajo, ki so za pokazati ali pa ki demonstrirajo v bistvu resnost centra. To je enkrat že bilo v bistvu v lanskem letu, ko se je začela pandemija svetovna glede koronavirusa, so sodelavci uspeli razviti eno aplikacijo, tole zdaj linka ne bom odpiral, ker resnično ni časa, zato ta aplikacija še vedno dela in je prikazala v bistvu realnem času razvoj virusa po celem svetu, se pravi glede okuženosti, glede smrtnih primerov, in zelo dobro na večdimenzionalne načine prikazuje, kako se je virus ali pa se širi virus, hkrati prikazuje medijsko pokritost o poročanju o virusu, tudi v realnem času, kar je pomenilo, da je v bistvu ta aplikacija bila en korak hitrejša kot recimo podobni instrumenti na kaki Johns Hopkins univerzi, ki so imeli vsaj majčken časovne zamude. Tako da to je en dober primer bil. Potem imamo tudi ko funkcionira na podobni v bistvu tehnologiji, en prikaz v bistvu različnih dogodkov, ki potekajo po celem svetu. Se pravi, če je vaša konferenca recimo v medijih, prisotna v medijih ali pa socialnih medijih ali pa na internetu, potem jo bo ta program našel in vam bo dal nek članek ali pa nek link na voljo, zdaj v tem primeru verjetno v slovenskem ali pa angleškem jeziku, ampak kot rečeno, to prikazuje cel svet, se pravi, boste našli novice v kitajščini ali pa v italijanščini ali pa v francoščini ali pa v bilo katerem jeziku in iz katerega dela sveta nasploh. Potem, tako kot sem rekel, z Svetovno zdravstveno organizacijo in tudi z drugimi organizacijami se vzpostavlja ali pa organizira tako imenovani digitalni dvojček. Ne bom šel zdaj v tem
primeru pač v kakšne posebne podrobnosti. Z ministrstvom na ravni Evropske unije, ki je tudi v bistvu dala na voljo finančna sredstva, se je razvila v bistvu platforma, ki se v bistvu prilagaja zahtevam recimo učenca, ki želi v bistvu planirati ali pa načrtovati svojo pot, kako se bo izobraževal. Se pravi, ko se bo odločil, ne vem, za študij recimo matematike, ampak ga hkrati mogoče tudi zanima, ne vem, gradbeništvo ali pa gozdarstvo ali pa kaj takega, mu bo ta aplikacija v bistvu z uporabo umetne inteligence pokazala ali pa pomagala in predstavlja v bistvu različne možnosti, vse različne možnosti, ki se bodo zelo prilagodile v bistvu potrebam, ki jih učenec ali pa študent ima. Tako da zelo lep primer, tudi ko mogoče zdaj trenutno ni direktno povezan z Centrom za umetno inteligenco, ampak deluje sigurno v okviru njega. Prav tako je ena platforma tudi že zdavni, že dolga leta živa na svetovnem spletu, ki se imenuje videolectures.net. Tam pa najdete v bistvu tudi na področju oziroma s pomočjo prostih licenc predavanja v bistvu iz celega sveta. Se pravi, če se eno predavanje, če se bi tole danes tako če se snema in če bi se prej dogovorili, bi lahko tole konferenco dali na voljo v bistvu potem vsem in vsem zainteresiranim, ki želijo v bistvu temu slediti. Teh primerov je načeloma še veliko več. Jaz bom v tem trenutku bi rad tole ustavil. Jaz želim na koncu sam povedati, kot sem rekel, center je načeloma v ustanavljanju, je operativen, kot ste videli, je že veliko dobrih primerov za prikazati. Čutimo, da je nastanek tega centra ima trenutno, da v bistvu plava na enem precej visokem valu in to priložnost bomo sigurno ali pa bodo kameradi na centru in tudi s pomočjo nas pa države, ker smo zaznali v bistvu podporo tudi seveda vlade in pred nami je predsedovanje Sveta Evropske unije in tudi v Evropski komisiji smo že jasno uspeli odlično predstaviti ta center in je tudi bil izkazan interes strani Evropske komisije. Tako da računajte ali pa oziroma jaz sem zelo prepričan, da bo ta center zgodba o uspehu. Eden izmed svojih ciljev, ki ga nisem mogoče izpostavil prejle, je prvič pomagati drugim regijam, da bi ustanovili podobne regionalne centre, ampak tematske centre, kot recimo umetna inteligenca na področju izobraževanja. Nekatere regije so že, oziroma države so že v bistvu nakazali interes, da bodo delali na tem. To je eno, drugo pa je, da bi IRCAI v bistvu bil neka ta stična ali pa referenčna točka, ki bo izpostavila eno mednarodno, pa mogoče ne samo eno, ampak mogoče več mednarodnih ali pa regionalnih mrež držav, pa ne samo držav, mogoče tudi pač ustanov ali pa podjetja ali pa kaj takega na področju umetne inteligence. To je eden glavnih ciljev centra, kar se tiče globalnega sodelovanja. In jaz upam, da sem tudi, Zvonka, če boš rekla, tudi dosegel tule interes naših poslušalcev ali pa udeležencev vaše konference. Na tej točki bom jaz zdaj prekinil. Kot sem rekel, bom dal link zdajle, saj to je že nekdo dal, super, fajn, hvala. In tako da z veseljem bom na voljo, Zvonka ima kontakte moje in bom na voljo, če kdorkoli želi imeti več informacij, smo pripravljeni seveda in na voljo za pogovore za naprej, tako da se zahvaljujem še enkrat vsem organizatorjem za povabilo in želim, tako kot sem videl v programu, imate tudi še po odmoru Luko Omladiča, ki je bil zelo pomemben član v bistvu ene delovne skupine ekspertov pri UNESCO, ki je v bistvu pisala prve osnutke tako imenovanega UNESCO priporočila
o etiki umetne inteligence, ki se ga v tem trenutku pravkar države članice UNESCO še v bistvu usklajujejo in ki bo, upam, da rezultiral v enem dobrem končnem besedilu, ki bo dal državam veliko, kako bi rekel, prostora za tudi umestitev te pomembne teme. Jaz sem videl, da bo Luka na to temo govoril po odmoru in se zahvaljujem za pozornost in kot rečeno še enkrat za povabilo. Hvala.